Lepo pozdravljeni. Lučke, božični čas, ko praznujemo Jezusovo rojstvo. Želim vas povabiti na to naše spletno bogoslužje, da se skupaj zahvaljujemo in slavimo in častimo našega Jezusa, ki je prišel na ta svet kot zveličar in odrešenik. Vsakemu ponuja odrešitev, mir, večno življenje, to živo upanje, ki nam ga razodeva sam Bog. Božič se približuje, naletava že sneg, trgovine so polne, vsi darila žele, otroci čakajo v vrsti na božička in dar, ko me fantič pocuka, ker hoče vedeti, kje je vrsta za Jezusa, ga bom našel nocoj, če za božič rojen je, zakaj ga ne vidim več, kje je vrsta za Jezusa, on rojen je za me. Božiček da mi darila, a Jezus dal življenje je. Ko sem le doumela, kaj vprašal me je, bi se mu zahvalila, a že izginil je ta fant trgovini, bi lahko angel bil, solze so se ulile, ko zaslišala sem, kje je vrsta za Jezusa, ga bom našel nocoj, če za božič rojen je, zakaj ga ne vidim več, kje je vrsta za Jezusa, on rojen je za me. Božiček da mi darila, a Jezus dal življenje, v hipu bo to, ob zvoku trobent, vrsti pred njim bomo vsi, vsak pokleknil bo tam, jezik vsak bo priznal, da Jezus je Gospod. Kje je vrsta za Jezusa, ga bom našel nocoj, če za božič rojen je, zakaj ga ne vidim več, kje je vrsta za Jezusa, on rojen je za me. Božiček da mi darila, a Jezus dal življenje je. Jezusovo rojstvo zame pomeni novo življenje, pomeni to neminljivo upanje in pomeni upodobitev živega Boga, njegove veličine, ki se je naselila tu med nami. Zdaj, eno izmed ime Boga je tudi Emanuel. Emanuel pomeni Bog z nami in Jezus, naš edinorojeni sin, je bil poslan na ta svet kot spravna daritev za moj in za tvoj greh. In drža naših src v tem času, naša vera in naša obljuba, je tista, ki nam odpira vrata v novo življenje. In to je omogočeno zdaj
in v večnosti. Zdaj, Jezus je bil kot dete rojeno v hlevčku. Bil je rojen s staršema, ki mu nista mogla omogočiti zemeljskega bogastva. Nista mu mogla omogočiti slave in poznanstva med ljudmi. A vendar se je točno takrat, ko je bil Jezus rojen, polnost božanstva naselila in razodela tu na zemlji. V preroku Izaiji pravi: kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah, imenuje se čudoviti svetovalec. To pomeni, da je on tisti, ki snuje čudovite stvari v naših življenjih. Imenuje se močni Bog, da je on vladar nad vojskami in pravičen sodnik za vse nas. Da je on večni oče, da je on oče, v katerem imamo dediščino, da smo kot sodržavljani pri svetih in da smo kot domačini pri Bogu. In on se imenuje tudi knez miru. Zdaj v tem decembrskem času se spomnimo te spokojnosti, te miline, ki je nastala v tistem majhnem hlevčku, ko je bil Jezus rojen. Takrat, ko je na ta svet prišel odrešenik sveta. In v tem adventnem času pogosto hitimo, pogosto so pomembna darila in obdarovanje, pogosto se tudi naseli med nami tema in turobnost tega časa v tej hladni in mrzli zimi. Ampak spomnimo se, da je Jezus, ki je bil v njegovem življenju s strani sveta zaničevan, da je on na ta svet prišel v vsej svoji slavi in se razodel kot Gospod. On je ta, ki nam je s svojim rojstvom omogočil, da vsakdo, ki veruje vanj, lahko ima novo življenje in lahko ima novo upanje. Vprašali so me, kaj mi pomeni Božič. Veste, ko sem bil še otrok, ga doma nismo praznovali. Takrat tudi nisem prav vedel, zakaj se gre, razen da ni bilo seveda daril. No, tudi kasneje, ko sem zrastel v pravega ateista, se nisem zares poglabljal v njegov pomen. Razen, če sem iskren, sem kar zviška gledal na vse stvari, ki so bile povezane z religioznim ozadjem. Seveda pa se je vse to nekega dne spremenilo. Namreč, ko sem slišal evangelij in mu prisluhnil z odprtim srcem, se me je zares dotaknilo. Ko danes gledam nazaj, vem, da sem se takrat v resnici spreobrnil in od tedaj naprej nisem več Božji nasprotnik. Veste, evangelij ni zgodba o Mariji in njenem prikupnem dojenčku v jaslicah Betlehema, ki pač prejme neka darila 3 kraljev. Evangelij je v tem, da je ta dojenček bil Jezus Kristus, Božji sin, ki je kasneje na križu umrl za nas, za naše grehe, grehe celega človeštva in bil po 3 dneh obujen od mrtvih. Boga je povišal na svojo desnico in še dan današnji najdemo v njem odrešitev vsi, ki verujemo vanj in mu sledimo. Kristjanom nikoli ni bilo zapovedano spominjati se dneva njegovega rojstva. Ni pa seveda s tem nič narobe. Saj da je lahko živel in deloval, se seveda moral roditi. In po vsej verjetnosti je to bilo enkrat jeseni. Žal pa se je skozi stoletja ta datum, kako tudi vsi običaji povezani z njim, precej spremenili in so jih zaznamovala poganska praznovanja. Ampak jaz bi vam danes želel položiti na srce samo eno stvar. Namreč, da si v tem času nakupovalnega vrveža in v vsej tej čarobnosti veselega decembra in v vseh veselih druženjih vzameš trenutek tudi za premislek o njem, Jezusu Kristusu namreč. In bodi hvaležen Bogu Očetu, da je preko njega izpeljal ta milostni načrt sprave
in odrešitve. Amen. In radosten Božič želim vsem skupaj. Že na začetku bi nas želel spodbuditi, če je potrebno prebuditi. Ne zavrzimo milostnega daru, ki nam ga ponuja Bog. Želimo osvetliti 3 pomembne resnice, ki so povezane z Jezusovim rojstvom. Obljuba odrešenika. Lahko jo tudi imenujemo preroštvo o Jezusovem rojstvu in odrešitvi. Ali rabimo odrešenika? V kakšnem smo odnosu z brezgrešnim Jezusom oziroma pravičnim Bogom? In na koncu novo življenje, ki je prevzeto z odpuščanjem, notranjim ozdravljenjem in čudovito prihodnostjo. Poglejmo obljubo, preroštvo odrešenika. Danes ljudje vsak dan iščejo odgovore, napovedi, kaj jih čaka v prihodnosti. Kaj pravi baba Vanga, kaj je napovedal Nostradamus in podobno. Jaz bi rekel, nekatere stvari slučajno zadanejo, nekatere ne. Sveto pismo vse, kar se ne izpolni popolnoma, imenuje lažno zavajanje. Ko govorimo o rojstvu Jezusa, so se o njem vse napovedi preroštva izpolnila. Eden od največjih starozaveznih prerokov je bil Izaija, ki je deloval 800 let pred Kristusom. Izaija prerokuje o Jezusovem rojstvu takole. Zato vam bo Gospod dal znamenje. Glejte, mladenka bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel. Izaija govori o rojstvu otroka z imenom Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Ime nakazuje, da ne bo navadni smrtnik, ampak Bog, ki se je razodel ljudem. Njegovo spočetje je bilo nadnaravno. Mladenka, konkretno Marija, bo čudežno zanosila. Ni tako enostavno odgovoriti na vprašanje, kako se lahko rodi nekdo, ki je bil že prej. Stara zveza ne išče odgovore na težko vprašanje. Predstavi nam zgolj trditve prerokov in dopusti, da bodo njihov pomen razjasnili dogodki, ki bodo sledili. Jezusovo rojstvo je razjasnilo, zakaj se je rodil. Prerok Miha je prerokoval, kje se bo rodil Jezus. Ti pa Betlehem Eufrata, si premajhen, da bi bil med Judovimi tisočnimami. Iz tebe mi pride tisti, ki bo vladal v Izraelu. Njegovi izviri so od nekdaj iz davnih dni. Danes nam je samoumevno, da se je Jezus rodil v Betlehemu. Tudi ko je prerok Miha govoril o tem 800 let pred rojstvom Jezusa, pa je to druga zgodba. Omenili smo samo 2 preroštvi iz Stare zaveze, da bo Jezus rojen in kje bo rojen. Toda obstaja veliko starozaveznih preroštev. Nekateri komentatorji pravijo, da več kot 100 mesijanskih preroštev o Jezusu, ki so se izpolnila, oziroma nekatera se bodo še izpolnila. To so podatki, ki jih mnogi ne vedo, ki pa nam kažejo, kako pomembno je Jezusovo rojstvo v zgodovini človeštva. Kot sem že omenil, mnogi se danes zatekajo k najrazličnejšim krivim prerokom, vedeževalcem, da bi jim povedali, kaj jih čaka v prihodnosti. Nažalost, pa skoraj ničesar ne vedo o preroštvih, o katerih govori Sveto pismo in so se v zgodovini
človeštva izpolnila. Nekatere pa še čakamo, da se bodo. Naj nam bo ta božični čas izziv, da se zavedamo, lotimo bolj resno preroštev iz Svetega pisma, saj nam na koncu napovedujejo slavni, zmagovalni začetek nekaj popolnoma novega za človeštvo. Ali rabimo odrešenika? Božični čas je vedno za nekatere kot praznik zanimive tradicije, zgodbe, ki pa nažalost grešijo njihovo bistvo. Samo tisti, ki svoja srca uglasijo z Božjim srcem, lahko razumejo globlji pomen Jezusovega rojstva. Angel pa jim je rekel: ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje, našli boste dete, povito in položeno v jasli. Rodil se je odrešenik, rešitelj. Za Žida je to pomenilo nekdo, ki jih bo rešil rimske okupacije v 1. stoletju. Preveč so bili zemeljsko orientirani, da bi lahko videli, da je Jezus prišel najprej, da prinese duhovno in moralno obnovo, ne pa vzpostavitev nove vojaške ali politične ureditve. Na veliko razočaranje mnogih sledilcev v 1. stoletju Jezus ni ustanovil svojega kraljestva v fizični obliki. Prišel je za ljudi, ki so strtega srca, ki se zavedajo moči greha v njihovem življenju, da rabijo pomoč, odrešenika, odpuščanje in novo moč. Jezus je del svojega učenja posvetil tudi, kaj pomeni delati dobro. Beseda, ki po njegovem izraža najvišjo obliko dobrega, je ljubezen. Ko so ga vprašali, katera je največja zapoved, je citiral 2 zapovedi. Obe sta govorile o ljubezni. Rekel mu je: ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved, druga pa njej podobna. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Če torej želimo postati podobni Bogu, moramo z vsemi ljudmi ravnati ljubeče. Celo s tistimi, ki nas hočejo prizadeti. Jezus je tudi povedal: in kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim. Lahko bi še pogledali nekatere odlomke o popolni Božji ljubezni. Za mene je to dovolj. Jasno mi je, da rabim odrešenika. Moja sebičnost je premočna, grešna, prevečkrat želim biti v ospredju jaz in ne moj bližnji. Rabim odrešenika. V bistvu imamo samo 2 možnosti glede odrešenika. Ali priznamo svojo sebičnost, grešnost in ga prosimo za odpuščanje in sprejmemo njegovo odrešitev, ali pa ga zavrnemo in nočemo imeti nobenega opravka z Jezusom, njegovim rojstvom in odrešitvijo. Na koncu poglejmo še novo življenje, ki je lahko prevzeto z odpuščanjem, notranjim ozdravljenjem, čudovito prihodnostjo. Preberimo še eno preroštvo iz Stare zaveze. Spoznajte Gospoda, ker me bodo poznali vsi, od najmanjšega do največjega med njimi.
govori Gospod. Kajti njihovo krivdo bom odpustil in njihove grehov se ne bom več spominjal. Jezusov rojstvo je bil začetek nekaj popolnoma novega za človeštvo. Prerok Jeremija govori o novem spoznanju Gospoda, ki prinaša odpuščanje naših krivic in novo priložnost v življenju. Kar nekaj imamo primerov v Svetem pismu, kako je Jezus dal ljudem novo priložnost. Samarijanka, ki je prišla po vodo. Žena, kateri bi lahko rekli, da je na slabem glasu. Saj je menjavala moške kot po tekočem traku. Živela je že 6. moškim. Bila je tudi Samarijanka, katere Židje niso spoštovali in niso hoteli imeti z njimi nobenega opravka. Toda Jezus si je vzel čas za njo, ji pokazal spoštovanje in razodel, da tudi za njo obstaja upanje. Ko je odšla od Jezusa, je bila polna navdušenja in začela vsem oznanjati, kaj če je Jezus odrešenik. To čudovito zgodbo lahko preberete sami v Janezovem evangeliju v 4. poglavju. Drugi primer je Zahej, ki pa je bil uspešen finančnik, čisto nasprotje od Samarijanke, nekdo, ki ni bil iz obrobja družbe, ampak pomemben, uspešen mož. Tudi on je bil sovražen od Židov, saj je pobiral davek od njih za rimsko oblast, kar pa je bilo Židom kamen spotike. Jezus se je odločil, da ga obišče. Srečanje z Jezusom je njegovo življenje popolnoma spremenilo. Svoje premoženje je dal tistim, ki so bili v potrebi, in če je koga prevaral, mu je vrnil 4. Tudi njega je napolnila velika radost, navdušenje, ko se je srečal z Jezusom. A nas radost nad Jezusovim rojstvom navdušuje v tem božiču? A verujemo v preroštvo o Jezusu? Se zavedamo, da potrebujemo odrešenika? Odpuščanje, radost, novo upanje se dogaja tudi danes v življenjih tistih, ki svoja srca odprejo Jezusu. Amen. Pomolimo se v tem času Jezusovega rojstva. In če svojega srca še nisi odprel Jezusu, ali nikoli v svojem življenju rekel: Jezus, bodi moj osebni zveličar in odrešenik. Stori to danes. Odpri srce Jezusu, da se sreča z njim. Lahko se skupaj pomolimo. Dragi Jezus, hvala ti, da si prišel na ta svet kot zveličar in odrešenik. Odpiram ti srce. Vem in sprejemam in se kesam za svoje grehe. Jezus, odpusti mi vsak greh in pridi po Svetem Duhu v moje srce. Spremeni ga in daj mi novo življenje. Kaj ti želim, da si tudi moj zveličar in odrešenik. To te prosim, Jezus, v tvojem imenu. Amen. In če se to molitev molili, Bog, Jezus, odrešenik, bo po svojem Svetem Duhu v vašem življenju začel delati eno novo življenje. Želim vam blagoslovljen Božič in veliko radosti ob spominu, praznovanju in veselju, da se je rodil
zveličar odrešenik.